Lep pozdrav vsem skupaj. Svet Slovenske demokratske stranke je pravkar potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja. Večina ostalih potencialnih koalicijskih partnerjev je to že storila, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature, kar bo narejeno jutri. So kako vprašanje? Ja, seveda. Mogoče začnemo z najnovejšo informacijo, torej da ste vi, gospod Robert Golob in predsednica Republike prejšnji teden sedeli in preigravali na pobudo predsednice tudi druge scenarije za oblikovanje nove večine. A lahko pokomentirate, kako ste vi te predloge sprejeli in kako odgovarjate nanje? Mislim, da je odgovor v tem, kar sem povedal prej. Torej, druge možnosti kot nastanek desne vlade za vas ta hip ni aktualen? Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljanja koalicije uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo, in v okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v ospredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma. Se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva. Rekli ste, če bo sestavljanje koalicije uspešno zaključene, ali obstaja še kakšna možnost, da ne bi bilo, še kakšen pogoj, še kakšna neznanka? Ja, obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbo. Pa so že zbrani podpisi poslancev za podmandatarsko kandidaturo? Mislim, da do roka bodo. Niso pa še? Danes smo se ukvarjali z vsebino. Kdaj pa bo podpis koalicijske pogodbe? Zdaj mislim, da nekatere stranke še danes odločajo, pač v prihodnjih dneh, verjetno pred zaključkom tega tedna. Ste zdaj že začeli tudi pogovore o kadrovskem razrezu? Ko bo vsebinski del podpisan, pride na vrsto ta del. Zakaj ste izbrali danes prostore zdravniške zbornice, za svet stranke, je kakšna simbolika v tem? Kakšna simbolika, mislim? Vas sprašujem. Ne, saj, tukaj smo večkrat, ker je to ena od dvoran, ki ima dovolj sedežev za svet Slovenske demokratske stranke, ki šteje preko 300 članov. A lahko samo glede tega konkretnega predloga o kandidatu za tehničnega mandatarja, o katerem naj bi govorila predsednica Republike, Svoboda se je namreč danes izrekla, da bi to opcijo podprla. Zakaj za vas to ni sprejemljivo? Jaz mislim, da sem že vse odgovoril na to. Pa dejstvo, da ste se sploh šli pogajati k predsednici, pomeni nezaupanje v stranko Resnica? Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval vabilu predsednice. Mogoče še komentar na pomisleke nekaterih poslancev demokratov o tem, ali bi prispevali oziroma vstopili v vašo vlado? Zakaj mene sprašujete za komentar? Njih vprašajte, če jih poznate. Kako pa ste? Lahko zdaj, ko je potrjena, ko je nekako, je že finalizirana zdaj besedilo koalicijske pogodbe, zdaj že končno? Vsebinsko da, potrebna je še lektura, vsebinsko je pa za nas to dokončno besedilo. Kako je zdaj dikcija glede skoka, tu so menda bila nekatera različna mnenja med bodočimi partnerji, kako je zdaj skok določen, kaj to bo, bo to samostojen organ, bo to, ne vem, skupina znotraj tožilstva, kaj to bo? Ne, skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov, Anžeta Logarja. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen. Takrat bo vse jasno. To je ena od 4 prioritet, ki so v koalicijski pogodbi, se pravi boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
sindikati so že v tem prvem koraku zbiranja podpisov za referendum zbrali 47.000 podpisov, potrebnih je bilo le 2,5. Kako razumete, da so zbrali že zdaj toliko podpisov in ali mislite, da bo referendum oziroma ga bo državni zbor odobril? Torej, za to inicijativo za referendum potrebuješ podpise, ki niso overjeni. Tako da Slovenska demokratska stranka lahko 50.000 takih podpisov zbere v enem dnevu. To še nič ne pomeni. Ne. Za sam referendum pa je potem potrebno zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov, kar je pa malo večji zalogaj. S tem, da v tem primeru je po moje to Sizifovo delo, saj referendum o zakonih, ki vsebujajo fiskalne rešitve po slovenski ustavi, ni možen. Hvala lepa.